Ja, prav prisrčen večerni pozdrav z komentatorskega mesta v Fazaneriji, drage ljubitelice in ljubitelji nogometa. Dobrodošli v družbo prve lige Telemach. Venomer zanimiv prekmursko-štajerski derbi bosta v okviru 13. kroga v Fazaneriji igrala domača Mura in najtrofejnejši slovenski klub Maribor. Dolga žoga na proleto. Vizinger, ob njem je bil Krajnc, ki mu seveda tudi ne manjka izkušnja. Še enkrat Dario Vizinger pred vrata, priložnost in gol! Mura vodi z 1-0, po podaji Vizingerja je zadev Amadej Maroša. 35. minuta in veselje domačih navijačev na Fazaneriji. Ja, v trenutkih, ko je Maribor dominiral v vseh segmentih nogometne igre, smo videli lepo izpeljan napad, dolga žoga, kjer je Proleta nekako omogočil, da se je žoga nadaljevala svojo pot na krilno pozicijo, lepo izigrana situacija in zadetek za Muro. Četrti gol v tej sezoni za Amadeja Marošo, ki ogromno pomeni Murini zasedbi v tej sezoni, ampak veliko sta tu upravila tudi Proleta in predvsem Vizinger s krasno podajo tja na rob vratarjevega prostora, kjer je potem za hrbet Mbondu utekel Amadej Maroša. Ja, Amadej Maroša je dosegel prvi zadetek iz igre letos. Krasna podaja Vrbanca, tam je Nuhanović v kazenskem prostoru, izbija Milec, ni še konec nevarnosti za goste, Maroša se tam preriva, prišel je do žoge, pa potem pred Nuhanovićem Ažbe Juk. Kreiral igro v fazi napada. Širvis, dobra podaja Litovca, potem pa izvrat Florian Raduha in posredoval je pred Šejem Odžom. Medtem so gostje že izvedli 8. kot na tekmi. Iličić pred vrata, boksa Raduha. Gredo na roko Muri danes na ta način nekako. Lepa podaja Maruška, pobegnil je Nuhanović, priložnost za domače, Nuhanović, gol! Vendar prepovedan položaj, 56. minuta. Znova Milec, Iličić se je odkril. Iličić, kaj bo pričaral Josip Iličić, sam si je pripravil priložnost, toda obramba Floriana Raduhe, iz kota pa seveda Josip Iličić, podaja na bližnjo vratnico, tam je Tete prišel do žoge in do strela prek gola Benjamin Tete. Nuhanović izteka na centralna branilca, ko pa gre žoga v globino, pa se vrača v osrčje igre. Milec, tudi on zna takole udariti proti vratom, to je tudi storil, toda na pravem mestu Raduha. Nove menjave, ampak po kotu Iličića, Božič je tam prišel do žoge, pa potem Tete in na mreži je končala žoga. Tako da hiter pretok žoge, hitra tranzicija igre je rešitev. Iličić, prečka rešuje Muro. Iličić je zdaj pri žogi. Iličić s podajo, tam požrtvovalno Zokos. Tete prihaja do udarca, gol! Izenačenje in Benjamin Tete je na svojem debilu zadev prvič v mariborskem dresu v 93. minuti. Ja, izjemen zadetek Teteha ob njegovem debiju, vse skupaj pa je omogočil Božič, ki je začutil, da je Teteh nekako na tej povratni žogi, lepo ga je zaposlil, predtem seveda predložek Iličića. Tu bomo zdaj videli še enkrat lepo odmerjen strel z roba 16-metrskega prostora, težko bi zadev bolj natančno, ganski napadalec Raduha je obstal kot ukopan in izid je 1-1. Ja, debi, kot si ga lahko samo zaželiš ob zaključku srečanja. Oskar Drobne, nasmihala se vam je nova zmaga, na koncu pa
če rečemo tako, le remi. Vprašal bi vas, bi morda pred tekmo sprejeli takšen izid, če bi vam ga kdo ponudil? Glede na to, kako smo zdesetkani bili danes, bi mogoče šli v to, ampak ker smo po karakterju sem zmagovalec, ne bi pristal na to, absolutno ne. Dobra predstava fantov, borbena, z veliko želje. Na koncu bom rekel, da je odločila ta individualna kvaliteta, oni so le lahko stopnjevali ritem, mi smo v zaključku tekme malo padli. Ampak vseeno, čestitke fantom, velika točka, lahko pozitivno zremo naprej. Kako grenek je morda ta preokus pri tej točki, glede na to, da ste zadetek prejeli v sami končnici srečanja? Sigurno je grenek. Ne vem, kaj še rabimo, da nas bo nagradilo to. Ampak dobro, prekinili smo ta dva boleča poraza. Zadetki pa ja, na domačem igrišču jih dobivamo v zadnji minuti. Ampak glavo gor, dobro je bilo, dobro smo zgledali, dobro vodilo za naprej in gremo naslednjo tekmo zopet polni optimizma. Pred tekmo smo govorili o tisti agresivnosti, ki ste jo pogrešali v duelih na prejšnjih obračunih. Je bilo to danes to, kar ste pričakovali od svojih fantov? Veliko prekrškov je dosodil glavni sodnik, kako ste sami videli? Pa ja, dobro, derbi je derbi. Enostavno smo bili na nivoju, kar se tiče tega branjenja, kar se tiče agresije v coni posameznih igralcev. Ja, bili smo blizu, zato smo tudi vzeli dosti žog, lahko smo razvijali določene stvari, ampak še enkrat, pač ni nas nagradilo, slej ko prej bo tudi nas nagradilo, bomo tudi mi kdaj dali v zaključku tekme zadetek, pa se veselili na tak način. Najlepša hvala in pa srečno. Hvala lepa. Gospod Boštjan Cesar, zelo napeta tekma je za vami, kazalo je že na poraz, na koncu pa ste le uspeli izvleči točko. Kako ste lahko z izkupičkom zadovoljni glede na prikazano? To je derbi in vedeli smo, da bo težka tekma, da bo Mura igrala obrambno. Jaz sem prepričan, da smo se zaslužili več, ampak na koncu tudi pika je dobra. Spet so prišle menjave noter in naredili to razliko. Mura je igrala agresivno v obrambi. Kako vam je to pravzaprav otežilo delo pri samem izvajanju napadov in pa doseganju ciljev, ki ste si jih med igro postavili? Ja, mislim, da imajo takšno taktiko od trenerja, da veliko ležijo in so agresivni. Igrali so doma pred svojimi navijači in težko je bilo, ker ko smo bili na letu, so dosti ležali in prekinjali tekmo. Nam lahko zaupate, kaj ste fantom dejali ob polčasu po zaostanku? Ja, da igrajo napadalno tako naprej. Čist miren sem bil noter, tudi igralci so bili mirni, tako da so poslušali navodila in pokazali v drugem polčasu, da lahko igrajo in da smo veliko boljša ekipa od Mure. Ključni zadetek je znova dosegel igralec, ki je vstopil v igro v drugem polčasu. Lahko bi rekli, da se kar dobro znajdete s temi menjavami. Ja, mi imamo, kot sem že rekel pred tekmo, imamo široki kader in vsako prije noter naredi razliko, tako da sem zelo vesel in ponosen na fante, kako so odigrali v drugem polčasu. Sedaj časa za regeneracijo ne bo veliko, čaka vas pokalni obračun med tednom in pa na to prvenstvena tekma z Radomljami, kako pogledujete naprej? Ja, gremo iz tekme v tekmo, tako da smo skoncentrirani na sredo, moramo to tekmo dobiti in napredovati v pokalu. Hvala lepa in pa srečno. Hvala tudi vam. Amandej Maroša, čestitke za zadetek. Kako zadovoljni ste pravzaprav lahko danes točko, glede na to, da ste vodili do samega konca tekme in zadetek prejeli šele v sodniškem dodatku? Hvala za čestitke. Zadovoljni nikakor nismo, ampak tako je včasih ti nogomet da, včasih ti vzame. Zdaj že 2 tekmi imamo pač nesrečo, ampak upam, da se bomo enkrat obrnilo. Kako težko je bilo pravzaprav odbijati te napade in poskuse Maribora? Delovali ste zelo agresivno, kompaktno, ampak vseeno vam je na koncu morda zmanjkalo nekaj tiste koncentracije v samem zaključku. Pa dobro, mislim, da smo kar celo tekmo skozi celo tekmo pustili in malo šans. Oni so imeli neke strele, tiste pol šanse, ampak kaj konkretnega niso imeli celo tekmo. Zdaj z 25 metrov, da oni zadenejo to v malem rezu, to pač jebi ga, tako je. Hvala lepa in pa srečno. Hvala. Luka Kranjc, za vami je zelo naporna tekma. Mura je bila zelo agresivna, ni vam dopuščala veliko prostora, da bi zares prišli do izraza. Kako ste sami videli dogajanje na današnjem srečanju? Ja, res je bila težka tekma, ampak na koncu gledano, oni so iz praktično ene situacije zabili gol.
Ja, škoda, mislim, na koncu smo izvlekli točko, kar je super, ampak evo, smo ciljali na zmago. Kaj je po vašem mnenju zmanjkalo, da bi že prej morda dosegli zadetek in ne šele na koncu v sodniškem dodatku? Pa kaj pa vem, moče tu imamo sreče, oni so isto zavlačevali, kar fejst, ampak na koncu mislim, da točka več kot zaslužena. Po mojem smo se zaslužili še več, ampak ni se išlo in gremo naprej v drugo tekmo. Hvala in srečno. Hvala.